Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Katarina in Valentin, ki zvečer zelo rada prisluhneta pravljicam, sta si zaželela slišati prekupno pravljico, v kateri bomo spoznali dve malce sramežljivi pandi, ki živita čisto blizu, ločeni sta le z ograjo, a vsaka na svoji strani tiho sanjata v prijateljstvu. Le kako se bo razpletlo, ko se bosta nekega dne le srečali? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljični želji Katarine in Valentina z naslovom Dve sramežljivi pandi. Na Bambusovi ulici številka 1 je pando globoko zavzdihnil. Hrepenel je potem, da bi se igral s svojo sosedo Pandoro. Toda bil je preveč sramežljiv. Rad bi rekel: "Živjo, Pandora, pridi k meni, se bova igrala." Ampak ko je zagledal Pandoro, ga je premagala sramežljivost in je kar pobegnil. Na Bambusovi ulici številka 2 se je Pandora dolgočasila. Ni bilo zabavno, ker se na gugalnici ni mogla gugati. Ni se bilo zabavno igrati z žogo, ker ni nihče ni vrgel nazaj. Ni se bilo zabavno igrati z enim samim avtomobilom. Pandora bi rada rekla: "Živjo, Pando." In nekega dne bi to skoraj storila. Vendar, ko je videla, da jo Pando opazuje, je kar pobegnila in se skrila. In tako sta bila Pando in Pandora še naprej osamljena. Oba sta bila preveč sramežljiva, da bi ogovorila drug drugega. In tako so jima minevali dnevi, dokler ni nekega dne začelo snežiti. Neučakani Pando je pohitel ven, da bi se kepal. Ampak potem se je spomnil, da za kepanje potrebuje prijatelja. Sam se vendar ne more kepati. Čez ograjo je vrgel sneženo kepo in opazoval, kako je letela po zraku. In potem je čakal in čakal, nato pa pokukal. Pandore ni bilo zunaj. Panda je začelo skrbeti. Ali je s Pandoro vse v redu? Kaj, če se ne počuti dobro? Kaj, če se je odselila? V hiši na Bambusovi ulici številka 2 je bila Pandora prav tako v skrbeh. Že dolgo nisem videla Panda. Kaj, če ima gripo? In tako sta Pando in Pandora zbirala pogum, da bi drug drugemu potrkala na vrata in vprašala: "Ali je s teboj vse v redu?" Potem pa sta odprla vsak svoja vhodna vrata. Pogumno sta pohitela po škripajočem snegu in potem tresk. Trčila sta skupaj in se končno spoznala. "Ali si v redu?" sta hkrati vprašala drug drugega. Zdaj sta bila srečna in imela sta si veliko povedati. "Pridi k meni, se bova igrala." Pando in Pandora zdaj nista bila več osamljena. Skupaj sta se gugala na gugalnici. Skupaj sta naredila sneženega pando. Skupaj sta drsala in plesala. Skupaj sta hitela domov. Tako sta Pando in Pandora postala prijatelja. Za vedno.
kako lepa zgodba. Pando in Pandora sta spoznala, da je sramežljivost povsem naravna. Prav tako pa sta spoznala, da se za ograjo lahko pogosto skriva nekdo, ki si prav tako želi igre, družbe, prijateljstva. In če tudi sami kdaj čutite strah, ko bi radi pristopili k nekomu, vedite, da niste sami. Včasih je le potrebno zbrati pogum ter narediti prvi korak. Tako kot sta ga naredili naši pogumni pandi. Katarina in Valentin, najlepša hvala za idejo o tako prisrčni pravljici. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici v rimah o plašni koali z naslovom Koala, ki vse zmore. Vabljeni k poslušanju. In ne pozabite, vsak prijatelj je na začetku neznanec. Ako si upamo odpreti srce, lahko postane nekdo, s katerim se smejemo, igramo in delimo najlepše trenutke. Lepo se imejte, bodite prijazni ter se kmalu spet poslušamo. Katarini in Valentinu pošiljam prijazen pandin pozdravček, prijeten pozdravček pa seveda tudi vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! No, bravo, sta pa res prikupna.